Ljudje in ljudje, poslušate 124. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod, ovi bizgeci obiskujejo dimenzije, tako kot skoraj vedno. Mito Gegić, servus, Igor Harp Jo. in moja malenkost Aljoša Harlamov. Tokrat smo brez gosta, zaradi tega seveda prav nič manj gostobesedna. Današnja epizoda je, kot smo napovedovali, posvečena filmu Everything, Everywhere, All at Once, oziroma kot se film imenuje v slovenskih kinodvoranah Vse povsod naenkrat, ali po bodovsko oziroma poštarsko, vse vsod ob istem cajtu. Vsak dan ob istem šanku je nekdo pripisal, ne, to pa ni prav, ki ga lahko še vedno najdete v nekaterih lokalnih kinodvoranah in kinocentrih, če ste zelo pridni in pozorni. Če filma torej še niste gledali, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi radi film pogledali neobremenjeno, imate zdaj še čas, da nehate poslušati epizodo, poglejte torej film in se k poslušanju naše epizode vrnite, ko vam bo to uspelo. Vsekakor pa se vrnite. Če pa vas film ne zanima tako zelo, nam je sicer žal za to, ampak vas bolj zanima naš klepet, potem pa poiščite kak oster predmet, se dobro napičite nanj in skočite z nami v epizodo. Maestro, eno psihedelično. Jo, fuck. Kratka tema današnje epizode je Vse povsod naenkrat. Film, ki smo ga žanrsko uvrstili v ZF akcijsko družinsko dramo. Skratka, to je zelo specifičen žanr. Režirala in napisala sta ga Dan Kwan in Daniel Scheinert, ne vem, kje sem jaz še en videl. Scheinert, ki sta predtem naredila fantazijsko pustolovsko komedijo Swiss Army Man, ki jo verjetno priporočamo vsem. Ja, zakon. Daniel Radcliffe. Pa Paul Dano. Paul Dano, ki ni Dan, tako da je pa Dano. Daniel Radcliffe je rekel, da bi pa on nekaj ful drugačnega po Harryju Potterju in si je našel tole. Dobro dan. No, si že predtem je posnel, ker je tudi bil čist drugačen, Woman in Black. Ja, točno tisto gotsko. Ker tu tako še izgleda čist Harry Potter, pa tako ima otroka. That's weird. Otrok ima otroka, to je res čudno. Skratka, če gremo na hitro skozi tele tanucnike, kdo igra v filmu, bomo seveda najprej povedali Michelle Yeoh, ki igra Evelyn Kwan Wong, žensko, ki skuša narediti svoje davke, uravnati nekako, oddati davčno napoved. Oziroma, revizijo ima, torej oddati podatke za revizijo, podati vse dokaze. Nekaj takega. Ker to je namreč bil dolgo napis na IMDb, opis epizode, filma, no, skratka, ker avtorja niste hotela preveč izdati. Se pravi, nekaj mislim, da je bilo Woman Who Tries to Do Taxes ali nekaj takega. Nije, če ne veste, mislim, zaslovela mednarodno je gotovo v Tomorrow Never Dies, Bondiadi, potem pa Crouching Tiger, Hidden Dragon. Jaz mislim, da to, če tega niste gledali, ste papak, res ni dobesedna. Potem v hongkonških akcijskih filmih Yes, Madam, Police Story 3, pa Super Cop, Holy Weapon, bila je Aung San Suu Kyi v The Lady, pa na zadnje je igrala recimo v Crazy Rich Asians, in pa Ying Nan je v MCU oziroma v Shang-Chiu and the Legend of the Ten Rings je bila, in pa seveda Filipa Georgiou v Star Trek Discovery. Za njo so celo napovedovali spin-off, pa ne vem, če je zdaj dejansko bo res kdaj iz tega. Ja, še vedno je bil napovedan, oziroma niso rekli, da ga ne bo. Zdaj pa kdaj bo, je pa tak, da tele, kaj so CBS, Paramount Plus, oni nekako planirajo, mislim, da 5 do 6 Star Trek serij, tako da sta vedno boš imel eno live, pa mogoče 2. Celo leto. Ja, tako, kot se spodobi, da Star Wars imamo tudi že skoraj tako. Potem imamo, če gremo dalje po gledalcih,
Po igralcih imamo Stephanie Hsu, ki je Joey Wang, oziroma spoiler, kvarnik Jobu Tupaki. Do zdaj je malo tako večjo vlogo igrala v The Marvelous Mrs. Maisel. Potem je Ke Huy Quan, je Waymond Wang. Njega se najbolj zapomnite gotovo kot Short Rounda v Indiana Jones and the Temple of the Doom, pa Data v The Goonies, pa Head of the Class sitcom je potem pa je za nekaj časa, za precej časa nehal igrati. Igor, ti povedal, zakaj? Zaradi rasizma. V bistvu je ugotovil, da ne more dobiti vlog, ki ne bi bile pač Asian nerd. In je potem se še vedno ukvarjal s filmom in je bil dostkrat asistent režije, med drugim za Wong Kar-waja za par filmov. Tako da je ga pa potem Michelle prepričala, da je prišel sem, ker mislim, da tudi bil v enih Wong Kar-wajevih filmih, kjer je ona igrala. In da se je vrnil k igri za to. Drugače pa prva izbira za glavno vlogo ni bila ona, ampak je bil Jackie Chan. In mu je ona zelo hvaležna, da je rekel ne. Potem pa se je nekako ugotovila ustvarjalca, da bi bolj pasala ženska v vlogo. No, skratka, James Hong je tudi noter, jaz njega najbolj vedno se takoj spomnim. Ne toliko z Blade Runner kot z Big Trouble in Little China. Od tam drugače je zaslovel z The New Adventure of Charlie Chan, pa v Chinatownu je tudi igral. Jamie Lee Curtis je v filmu kot Deidre Bubeidre, kakorkoli. Njo seveda poznate iz Halloweena, pa iz 4 Halloweenov, zatem 5, celo 6. Skratka, Halloweenov ni dalje. Potem je seveda kot ta neka Scream Queen, prva taka originalna Scream Queen, je potem igrala v The Fog, Prom Night, pa Terror Train, to so vse grozljivke z leta 1980. Drugače, če bi kaj gledali, kjer ne kriči, ali pa vsaj ne to glasno, pa A Fish Called Wanda, pa True Lies in seveda Knives Out, ki smo jo film obdelali v 34 epizodi, pa potem je igrala v seriji Scream Queens, ki jaz nisem nikoli pogledal, 1-2 sezone. Potem imamo še Jenny Slate, Debbie the Dog Mom, tale nadimek Big Nose bo je popravili zdaj za digitalno različico, ker perpetuira seveda neke stereotipe o judih. Ampak mislim, zakaj ne bi smela biti glavna junakinja malo racist? Skratka, jaz se najbolj vedno spomnim iz Park and Rec. No? In pa jaz sem še dodal, da je Randy Newman ne bi posodil glas za Rakakunija. To se mi zdelo zelo pomembno in to moramo omeniti. Rakakunija, absolutno. Jenny Slate je bila super v Obvious Child, ki si ga tu napisal, pa tudi stand-up ima zelo dober, pa datala je Chrisa Evansa. Zaročena sta bila, kar se mi zdi full weird par, ampak jaz tudi mi zazanjo. Chris Evansa, od vseh ljudi na tem svetu. Od vseh Chrisov. Še to, a veš, koliko boljši Chrisov je. Skratka, to je to so ti nucniki, to je tisto, kar povemo zadnje čase zmer. In mogoče za začetek, Mito, ti si zdaj na zadnje gledal čisto svež, skratka, kako ti je bil všeč film? Jaz namreč vem, kaj je Igor povedal, vem, da vi gledalce, poslušalcem, poslušalcem vam je načeloma vseeno, kdo od nas začne, ampak nam ni, Igor, jaz sem slišal, ker sva skupaj bila v kino, pa pol še na pijači, tako da midva sva se vse zmenila, nima več kaj dost povedati, tako da boš mogel ti začeti. Z obnovo ali... obnovo tudi, dajmo najprej obnovo, pa preden začnemo. Pa če bo Igor obnovo, Igor, poskus obnoviti ta film. O čem se gre? Torej, film o ženski, ki ureja tole davčno revizijo, pri čemer se nenadoma priklopi oziroma jo obišče iz alfa vesolja, alfa verzija njenega moža, ki pove, da je ona edino upanje za multiverzum in zdaj je cela štala. Skratka, če malo skrajšam pa poenostavim, obstaja pač zelo lušno tehnološko prikazano z nekak z mobiteli pa temi Bluetooth slušalkami, kak se preklaplaš med vesolje, kak se ta povezujejo in ona pa tudi drugi so se zmožni pač priklopiti v skill set
nekoga drugega, ki pač. Okay. Torej, let's do it again. Torej, vsaka odločitev, ki jo človek sprejme, vodi tukaj v tej resničnosti, te zgodbe, v razcep realnosti. In vsaka ta realnost obstaja. Tako da nekje obstajajo verzije te glavne junakinje, ki je pevka, ki je kung fu mojstrica, ki Kuharica, recimo. Kuharica, ki rešuje, ki te davke ima urejene in tako dalje. Ne? In ona je sposobna se povezati v njihov skillset in ga uporabiti, ko je to potrebno. Predvsem je potrebno se povezati v skillset one ženske, ki je kung fu mojstrica, zato da pretepa ljudi. Ful velik del filma so koreografirani pretepi, zelo dobro, v hongkonškem stilu. In velik del štorije v prvem delu spominja na Matrico. To, kako se ona poveže. Prav kako hodijo med tistimi koridorji, mislim, kako se reče, kubikli in tako dalje. Ful teh stvari je direkt sposojenih iz Matrice oziroma je omaž Matrici, pri čemer pa film potem v drugi polovici gre v eni druge smeri in za moj okus dosti bolj zadovoljivo reši. Zdaj skratka, ta multiverzum je pod napadom, ga ogroža Jobu Tupaki, ki hoče vse uničiti. Kar je zanimivo, malo podobno kot film The One s Jetom Lijem. Tudi martial arts, multiverzum zadeva. In ona mora to ustaviti, ta Jobu Tupaki je njena hčerka, ki jo je ona stereotipna Asian mom prisilila v to, da dosega vedno večje uspehe in potem se je snapnilo in pač smo zdaj tam, kjer smo. V bistvu pa ona preko teh skillsetov in svojega moža in tako dalje ugotovi, da ni bistvo, da vse pretepeš in ustaviš, ampak je bistvo, da si prijazen z ljudmi in to je tisto, kar pomaga na koncu rešiti multiverzum, kar se mi je zdelo zelo dobro sporočilo. Tako da to je kratka obnova. Okay. Ja, meni je bilo zelo všeč. Mislim, da ima eno tako posebno lepo odliko, ki jo po večini povezujem z nekim zlatim Hollywoodom 80-ih, predvsem Spielbergom, predvsem kar se tiče premika kamera, koreografija, kako je zastavljeno, da so rezi malo daljši, da se tudi v bistvu med samim enim šotom povezujejo bližnji plan, srednji plan, daljši plan. Skratka, ta movement je meni v bistvu zelo sličen najprej na tale. Zame ena zlata taka Spielbergovska doba. In ima full dober flow, noter te potegne, držite, ni nekih odvečnih stvari, tudi tam, ko prideš do bolj kompleksnih expositionov, se v bistvu hitro premakneš naprej, zato da potem lahko iz akcije v akcije skačeš oziroma iz drame v dramo, dialoga v dialog. Pa igralsko me je zelo pozitivno presenetil. Zdaj Michelle Yeoh do zdaj nisem smatral kot nek hardcore player, oziroma igralko. Mislim, a nisi gledal Star Trek? Discovery. No, ja, to bi bila posebna tema za to. Ampak se ne rečem, da je slaba bila, ampak tukaj me je pa prijetno pozitivno presenetila z nekim razponom. Pa tudi ta Jonathan Ke Huy Quan, ki sem ga poznal samo kot otroškega igralca, se mi tudi zdi zelo super. Tako da ful ima pozitivnih zadev. Kako ne rečem, mislim, da si ti nekje na Letterboxdu povedal, da je v bistvu zelo dober žanrski izdelek na večjih nivojih, tako obrtniško kot konceptualno, znotraj teh žanrov, ki se preigravamo, v bistvu zelo cool ideje pa flow, tako da ja, super. Ja, koreografije so recimo mega meni delovale. Če misliš prav akcijo? Ja, to itak. Pa to ne samo v stilu, da so to neke borilne veščine, ampak v stilu, kako komunicira film, koliko je strukturirana vsaka scena zraven. Mislim, da
me ni od Matrice dalje nič toliko presenetilo. Pri Marvelovih filmih pričakuješ pa dostkrat uporabljajo neke hitre reze, pa to tu pa je ful premišljeno, pa dodelano. Mislim, da še vedno bom rekel, da pač Vuša filmi kot je Hero pa House of Flying Daggers je boljš, tisto je ful tudi bistveno večji budžet in prostor in vse to. Ne? Ker tukaj je vse zelo krempt. Dost bolj v stilu ene korejske produkcije, kar se tega tiče, ampak potem pa basically letijo naokrog. Ja. In hkrati je pa not en humor, ki pa v teh samih koreografijah, kot tisto, ko ima nabilden mezinček, come on. Mislim, ko pa je prav razumeš, zakaj so hoteli Jackie Chana not, ampak to je še bolj brez njega. V bistvu. Tako da Ja, meni je tudi presenetilo, mislim, da si tudi ti mito omenil tempo. Pač v vseh filmih, pač v Marvelovih se dostkrat zgodi to, da ful ne znajo ne tempa, ne tona dobro povezati in da je tako vsakeč, ko bi nekaj resne spregovorili o nekaj resnih težavah, o pač globinskih zadevah, zelo hitro preidejo ali na humor, ali pa stvar prekine akcija, zato ker ne vejo več, kaj bi od iste točke pač počeli. Ne? In imaš pač lahko super zadeve, tako kot je bilo pač meni recimo Sokolec in Zimski voščak nista bila tako slaba, ker sta odprla super tem sem, nič pa res niso oddelali zaradi tega, ker so se preprosto niso vedeli, kaj bi, ker to ne spada v tipičen akcijski film, da se bojo oni zdaj ukvarjali z rasizmom in ne ponujali instant rešitev. Ja. Tu noter pa imaš točno to, ne? Na nobeni točki ti stvar vseeno ne ponudi neke instant rešitve, ampak kar se potaplja v ene stvari, hkrati pa tempo, ne, tako kot si rekel, pač začne se tako zelo res dobro premišljanje. Najprej vidimo njenega moža na kamerah, kako kar nekaj začne skakati okrog po njuni pralnici, potem v dvigalu in potem je ta ekspozicija dodana zelo premišljeno vsake toliko časa, da si ti sestaviš, pa čeprav ni važna, ne, se vidimo pač, da ni poanta tega, a bomo mi zdaj verjeli v neko več vesolje, pa kako je to verjetno, ampak da je pač na pol vse skupaj joke. Ja. Ampak vseeno je podano tako zelo dobro narejeno in jaz, ko smo z Igorjem pol šla od filma, vem, ker sem še bil tako sam presenečen, tako dolgo je trajal, meni se je zdelo, da je bil ful krajši, kremino takoj, sploh nisem imel feelinga, da se je kjerkoli. Ja, ne, tek 140 minut zleti. Tako da to pa odpičen humor. Mene pač ta film, ne vem, kje me je dobil, prvič, ko me je res totalno dobil, ampak valjda, že itak ljudje, vesolje z ljudmi s hrenovkami, tisto je bilo super. S kamnom je tudi neverjetno. Rakakuni je nekaj najbolj blesavega, kar sem kadarkoli videl v lifeu. To je tisto, posebej res me presenetilo pri filmu to, Igor je omenil, to je rip-off Matrice, res do neke domere. Ne? Pač imaš te, oni so neki agenti, tam so not v nekem kombiju, ne glih tako, niso glih tako, ampak imajo prek telefona oziroma prek nekega vmesnika se povežeš. Tudi je nekaj neposrednih citatov, sem zdaj se ne bom spomnil točno. Vem, da je nekaj prav z Matrice, en bil skoraj da citat. Ja, nekaj come with me, nekak tak. Prav, nekaj takega je bilo prav iz Matrice. Ker dobro, tudi tale Kwan reče na neki točki snap out of it. To reče tudi Indiana Jonesu, ko je pod vplivom pač Kali Maja, kar mu dajo zapitno. To reče seveda njej. Ne? Tako da to me je presenetilo, kako je film v bistvu na nek način simpel, hkrati pa uvaja noro globoke teme, noro kompleksne zadeve, pa humor, ki je tako iskrene, totalne absurditete, ki je neponovljiva. Mislim, ta koncept, da moraš narediti nekaj nepričakovanega, zato da se lahko povežeš z skillsetom nekoga v svojem multiverzu, meni genialen. In to, kak ga predstavi, in tako najprej vidiš, da si ona preobuje čevlje, potem oni poje tisto labelo in pol samo potencira to dalje. Kaj lahko še bolj norega. In pol ona s psom Jenny Slate, ki vrti tistega bogega psa, prav se je plišast pes bil, ampak vseeno se ti zdi tako kaj.
Meni se zdi, da ima humor eno posebno svežino, zato ker je v bistvu na vizualni bazi zgrajen. Po večini ima to logiko, kar je malo odmika od tega, kar ima Marvel po večini, pa SNL, če to dam primerjavo, ki stojijo, pa si mečejo pač te one-linerje ali pa neki tasg ali pa neke viticizme. Ne? Tle pa, že to, da pokažeš kung fu z mezinčkom, pa še pol on ta star foto reče, fuck, mezinček, cink, veš. Pa čist simple vizualni humor, ki ful dobro dela. No? Ja, no pa tudi vizualne stvari niso samo za humor uporabljene. To, recimo, kako je prikazano to s telefoni pa slušalkami, je briljant. Imaš tale user interface, ki spominja na stare računalnike, ampak ti kot gledalec si takoj sposoben dojeti, kako deluje ta multivers na osnovi tistega simple user interfacea. Potem tista scena, kjer je ona igralka, pa je on uspešen poslovnež ali karkoli. Isto zgleda kot 2046 od Von Kar-wai'a, prav enake scene so note, enako so oblečeni, ljudje ful izpiljeno. Mislim, tudi vidi, da sta ona dva sodelovala pri teh stvarih. Te vizualni elementi v temi različnimi vesolji, pa tudi Odiseja z enovkami. In vse te stvari so res dobro narejene. No. Izpiljeno, pa tudi tak najbolj absurdna stvar, so vedeli, zakaj so jo dali in so znali dati in vključiti v celo zadevo. In še vedno deluje in se enostavno mind-blowing. Ja. Če ima film kaj zapovedati o samem sebi, kot o nastanku, kot o mediju, je predvsem to, koliko je bilo šlo premisleka v to. Veš, predvsem to, da pokaže, mi smo si vzeli čas, smo bili brihni okrog tega, skicirali, debatirali, razmišljali, pa znali postaviti ravno na prava mesta točno tiste zadeve, ki jih potrebujemo za ta izdelek. In tu se mi zdi, da to je ena taka velika zadeva, ker res nima niti kančka maščobe na sebi, da bi rekel, to pa moraš odrezati, kljub 140 minutam. No, to se mi je zdelo lušna štorija, se ne vem, če je res, ampak sem nekje prebral, da sta ona dva. Tole osrednji odnos je pač družina, in je pač in odnos te junakinje Evelyn za svojim možem Wangom in še bolj njen odnos z njeno hčerko Jobu Tupaki. Tobaki. Ključno je bilo, da naj bi ona dva Daniela, da bi tu naj šlo odnos njun do njunih staršev, kar naj bi staršem bilo malo nerodno, da razlagajo, pač dva seta staršev, da so njuni otroci tisti, ki so posneli film s prdečim truplom. To je kar. In da je pač bilo treba pokazati, gledaj, delamo na odnosih, tudi znamo to narediti. Tle imajo pa ljudje se hočejo nabadati na različne stvari, ne samo več na nagrade. Nagrade. Jaz sem hotel še to reči, pač ful me tudi zanimivo, ker tako istočasno, mislim, po eni strani je to res odpuljen film, ampak spada pa čist zdaj v trenutek, ko recimo Dr. Strange je imel več vesolja, ne vem, da ga bo Flash odprl v DC-ju. Skratka, uspel je ujeti nek tak trenutek, pokazal več vesolja in tisto, kar je mene pač zelo navdušilo, je to, da tu dobimo več od več vesolja, kot smo dobili v Dr. Strange. In to recimo ona dva padeta, ko padata skozi tisto, padeta čez ene par, ampak to vidiš, to imaš tudi tukaj, no, ko ona pol kriči, oziroma tako, ko je začne se vse te realnosti, vsa ta življenja rušiti v eno, kakorkoli že, takrat tudi vidiš to, ampak imaš pa tudi dost več, ne, tudi ti ljudje s hrenami, ki mi na mest prstov imajo zelo, je tam ena štorija, med njo pa to davčna inšpektorica. Tudi unoskamni neki doda, ki se ona pogovarjate in je točno poanta tega, ker ona misli, da se ona seveda ne more premakniti k njej, ker sta kamna. In točno spet iz tega naredijo fora. Pač uporabijo ta več vesolje. Ni zgolj pač neka ta slikca. Ni zgolj uvod v neko štorijo, ki se pol dogaja v resnici v dveh vesoljih, pa tudi, če bi se večinoma sam v enem. Ja, sej pa tudi ta basically je to isto, kot v Star Treku bilo, ne? Strange. Ja, in pol imaš pač malo drugačne brke in je evil. Nisi videl, kako je on grdo gledal. Tretjim očesom, Tisti je bil tako evil. Kako je vedel, da je evil? No, pa ful lušno mi je bilo tule, ker v bistvu
sej niso mogli vedeti, kako bo Strange, ko so delali ta film. Ampak on mu se odpre tretje oko, zato ker je doživel tisto knjigo ali kakorkoli. Ne? Tukaj pa si ona gre prilepiti to tretje oko gor, ki je Google Eye. Mimo grede, vizualno, ali si ti zaštekal, ker jaz nisem, dok nisem prebral, da je Google Eye obraten bagel. Ok, ne, nisem. Ne, ampak je. Ampak je, ja. Ja, seveda, ker je črn. Ja, črn na sredini bil okrog, oziroma kao prazen okrog. Ja. Ok. Imamo mi Clever. kakšen dober prevod za bagel? Kaj je to v slovenščini? Ni krov, Nimamo to. tega, ni krov, ker je kruh z Ja. luknjo v sredini, Ja. pač tega najemo mi. Mislim, da je Zakaj bi jedli kruh? Če lahko imaš kajzerco brez luknje, zakaj bi imel kajzerco Ne vem, bolj krapič. trdo kajzerco z luknjo? Ja. Krapič. Krušni obroček. Meni je tudi tako zanimivo, ker je v resnici tako zelo špila tudi na eni tej družinski drami, skratka, zato smo to omenili, ne, ker je taka. Zdi se mi, da je en tak zelo zanimiv odnos, ki je zelo špila na generacije današnje, oziroma na odnose, ki jih imamo. Igor odpira pivo, če niste skušali. Kar je zelo nevljudno, jaz skušam tu imeti kompleksen pogovor, pa dobro, Igor, ti imaš otroka, ne jaz. Skratka, ker ima to neko zanimivo predstavitev pač neko mlajše generacije, ki živi v svetu, kjer je pač vse polomljeno, vse že videno, gremo pa v neko katastrofo in jo navdaja nek popoln pesimizem. In je ta več vesolje neka metafora za to, ne? Ker pač ona reče, da je vse videla, ne? Vse je doživela, zato ker pač lahko prehaja med več vesolji, ne? Ampak v resnici gre zato, da se pač živimo v nekem dobi totalnega preobilja vsega, informacij vsega in to marsikoga ne navdaja z tesnobo, hkrati pa nimaš porihtan tistih osnovnih, kot ste rekel, njena mama od nje zahteva, da je popolna, dobesedno, ne? In pač najde vedno neko kritiko za njo ali pa za njeno punco. Tako. In se mi zdi, da taka. Čeprav na koncu se zdi, da skuša ponuditi neko simpel, recimo, rešitev tega. Skratka, imamo se radi, poskrbimo druge, ampak v resnici meni je to delovalo zelo na ta način, da seveda se ti drugega odgovora v resnici nimaš. Kaj pa ti lahko otroku, ki doživlja nek nihilizem, totalni pač nihilizem, vsega, kaj mu ti lahko ponudiš drugega, kot pa mu poveš, da si tukaj, pa da ga imaš rad, ne glede na to, kakšen je. In je to. Pa se sliši najbolj tak cheesy, to bi lahko pisal iz Severnsa v neki knjigi. Ampak v resnici sem pa bolj vesel, da je bilo to, kot pa da bi bilo zdaj neki, ne vem kaj, pa bi ona pol odkrila, ja, sej mi te bomo sprejeli, sej biti gej je ok, pa ne vem kaj. Veš? Ker nisem to, več čas je jasno, da nisem ta fora, ne, da ga seveda ona jo skriva pred detkom. Jaz sem imel feeling, da ko ona prav spostavi nek konflikt med njima, ne, oziroma razliko med kako oni dve vidite kao to zlitje vseh svetov in vseh opcij, ki si jih že dal ali pa še boš dal skozi kakorkoli. Ker ta mala reče, da kako lahko živiš, če imaš pred sabo čisto vse odločitve ali pa opcije ali pa deviacije svojega življenja ali pa večjih življenj. Pa je nazaj ponudi Mišel Jo, da pač ja, ti moraš tisto, kar se ti ponudi, izkoristiti v maksimumu. Na pol tak neki insta, se mi ni zdelo patetično, ampak v smislu enega takega simple življenjskega nauka, da pač če se ti trenutek ponudi, ga zaživiš na polno, ker imaš samo en life, pač v tem vesolju imaš samo en life, pa v drugem vesolju imaš drug life in tam ga tudi moraš polno izkoristiti, pa magari je to samo en trenutek. Se mi je zdelo to mogoče malo kontraodgovor ravno temu kvazi nihilizmu, čeprav se mi zdi, da vse je nihilizem, čist. Ja, pa ta nagovarja malo tudi ta seveda FOMO, fear of missing out. Ker meni je bilo, najboljši mi je tudi moment med, se pravi, možem pa ženo, ko ona mu pove, videla sem življenje brez tebe, kaj bi bilo, če ne bilo s tem, bilo je amazing, pač bilo je super. In prav vidiš, kako se bogamo človeku zlomi srce, ki jo posluša, in si prav bi jo eno ji dal okrog kepe. Ona pa seveda navdušena nad tem doživetjem, tam je filmska zvezda, in tako. Ja, ampak hkrati vi ste v stavku reče, škoda, da tega ne moreš videti, zato ker izkaže željo, da bi si želela, da je on zraven. In seveda ga tam pol tudi poišče njegovo drugo verzijo, ampak se mi zdi, da je to pač točno to, česar nas je danes pač neki strah, da boš ti neki zamudil. Pač ti greš na Facebook gledati vsakih 10 minut točno iz tega prepričanja,
kaj pa zdaj oni delajo, kaj zamujaš, kaj se dogaja, kje se lahko priklopiš noter, kaj lahko poveš, kaj lahko objaviš. Ne? In se mi zdi, da je to en tak lep način pač povedati, on pa je pač pove, jaz sem njegovih citatov, ene par izpisov, ker so vsi taki za Instagram, a ne. Čakaj, tam je bil, ta je zdaj se nanaša na to, ja. So even though you have broken my heart yet again, I wanted to say, in another life, I would have really liked just doing laundry and taxes with you. On je pa tako, pač za njo in tukaj, in pač v vseh več vesoljih sta povezana. Se to je malo takole, ne? Ampak pa to se mi zdi še zelo pomembno za njega kot karakter, ker se mi zdi zelo, zelo pomemben sporočilo tega filma, ker on pa tam kot alfa deluje nek kung fu mojster in ne vem kaj, ampak sam ta mož je v resnici zelo, na nek način malo je boring, ne, pač ni tako neki, ne bi on nekih novih, tako, ampak ful mi je v redu, ko greste v pisarno, ko on opazuje, kako se tam en par drži za roke, starejši par, ne, on pa tega nima. Ja. Tista scena je tako, no vse ti pove, točno to hočem od life, da ko sem star, tako. Me ima nekdo rad. In vidiš, da on tega nima, ta ona itak tam tisto, in tudi to je pač reče, you think because I'm kind, that it means I'm naive, and maybe I am. It's strategic and necessary. This is how I fight. In se mi zdi spet en tak prikaz enega junaka, kot zaradi česar meni je bil Newt, kaj je že, Salamander, to še je Salamander. Ne? Salamander, Scamander. Ja, Scamander, v angleščini. To všeč, ker je drugačen lik, no, ker ni nujno, da se ti tepeš za to, da si heroj. Ni nujno, da si ti, ne vem, superheroj, no. Važno je, da imaš pa ti, vseeno je pa on preživo, je tam, skušaš se pa sprijazniti z nekimi stvarmi in mu tudi ni lahko na tem svetu. Ne? In se mi zdi to tok. Mislim, ful je ta film odprejenih zanimivih stvari, pa ene take, se mi zdi, da lepa in kompleksna vprašanja, ki jih lahko hitro spregledaš. Jaz sem rekel, da tole bom še definitivno pogledal kmalu, no? Spet, da ga spet malo svežim. No, kaj sem hotel že reči? Ja. In to se mi zdi, po eni strani ta kontrapunkt tega filma se mi zdi super. Imaš absurden humor vsemi temi dimenzijami, imaš totalne pretepače neko štorijo, ki je za lase privlečena z nekim obročkastim kruhcem tam na sredi, ki uničuje svet, ampak pol pa imaš protiutež. Ravno zaradi tega jaz mislim, da je moglo biti to bolj simple. Da so oni mogli povedati neke simple emocije, pa simple neki, zato ker če bi bilo še to neki skušam, ampak ravno po drugi strani pa ni tako simpel, ampak je vseeno tako kompleksno. Vse ne vem, če sem zdaj povedal, karkoli sem hotel povedati, ampak hoče povedati, da me je film res presenetil, ker je tako, res so to citati, ki jih najdeš v vsaki knjigi za samopomoč na Instagramu. Ni da je zdaj to neki, saj vsi vemo, vsi rečemo, tudi če bi imel, jaz vseh življenjih si želim biti s tabo in ne vem kaj, ampak se mi zdi, da v filmu to super učinkuje. In to je tisto, kar je mene najbolj presenetilo v filmu, kako dobro mi je učinkovala ravno ta simpliciteta nekih stvari, ki jih imajo, pa tega, da skratka še tu ne zakompliciraš preveč. Mislim, da so zelo dobro zastavili to v začetku, že ko se v bistvu pojavi obrazec za ločitev, naprimer, ki veš, da v bistvu vse ne štima dobro, pa da se na koncu mora ta nek odgovor najti, ki je ravno pravi odgovor za vse. Ne? Da v bistvu kao skupaj potegneš, pa probaš živeti tisto en life, ki ga imaš na polno, ali pa da vse skupaj postaneš, pa držiš. Ne? Kljub temu, da ona svojemu fotru pove, kar mu gre, ne? Pa svojemu možu tudi pove, kar mu gre, pa njej, svojih čerki pove, kar mu gre, pa sama se sooči z tem, ker ona dobi tudi kar hardcore kritiko od alfa možane, ker reče, kao ti si idealni kandidat, da rešiš vesolje, zato ker si popušla v vsem. Torej si sposobna še vse, ne? Ker v vseh drugih vesoljih si nekaj dosegla, tle nisi dosegla nič. In jaz sem imel na polovici filma celo feeling, pa malo bojazni, da se bo to izkazalo kot neka velika igra nekega alfa moža, da v bistvu svoji ženi da neko igro, nek polnejši life ali neka taka fora, veš. Tako manipuliral. Kot neki Fincherjev The Game, veš, kaj mislim. To bi bila res ugly. To bi bilo čist mim bi bilo, ne. Ampak tam ena bojaznja bila, ne. Ampak mislim, fino mi je to, ker pač pa tudi tako dokaj referenc na marsikaj, ne, sej potem pa je malo podoben Matrici, na tem filmu, ker ga da se aplicirati na marsikaj. Meni je tudi spet še en citat njegov, pač ne, kar je že Igor omenil, the only thing I do know is what we have
is that we have to be kind. Please be kind. Especially when we don't know what's going on. To se mi zdi tako super za pandemijo dodatek. Pač, Zakaj ne znamo biti ravno takrat, ko smo vsi zmedeni, ko je vsem hudo, ravno takrat moramo biti pač najbolj prijazni drug do drugega. Ker to rabimo. Ja, in se čuvati. In se mi zdi, da to film na mnogih levelih pač pokaže eno res skrb za svoje like, no? pa dober razvoj likov, pa nek poskus pač nekega sodobnega odnosa, ki se mi pa zdi vseeno s to pač prikazom te generacije Z ali karkoli že je ta punca, se mi pa vseeno zdi, da je res dobro ujel nek trenutek nesmiselnosti tega sveta, ki jaz vem, da recimo smo imeli zdaj ne samo med pandemijo, se smo videli streljanje v Ameriki, pri nas samomor osnovnošolke. To so vse neke stvari, dobro, bile so konkretno povezane z nekimi drugimi socialnimi stvarmi, ampak gre tudi vendarle, jaz mislim, da za neke prikaze nekega brezupa, depresije, pač na to prihodnosti, ki v resnici ni, če malo premisliš. Mislim, kakor hitro ti eno projekcijo, kaj se bo dogajalo z okoljem, vključiš noter. Mislim, že mi, ko smo v srednjih letih, je tako fuck it, zdaj pa, da si ti star, tako kot Greta Thunberg, recimo, je povsem logično, da je padla v paniko. Mislim, meni se zdi bizarno, da je samo ona, da ni to dejansko množičen fenomen, da tako kot viš, fuck. To je nekaj, s čimer se bomo soočali, ko bomo odrasli. Fuck. In mislim, da to sporočilo je v takih trenutkih še bolj pomembno, da pač, če smo prijazni drug z drugim, bomo lahko, ni nujno, da rešili probleme, bomo pa jih lažje preživeli. Še posebej, če veš tako zapakirano v ta družinski mesec, ki vseeno je tako v osnovi, tako si ti rekel, družinska drama. Tudi likov je zelo malo, v bistvu, s katerimi operirajo, kar je plus tega filma, da se lahko več koncentriraš na to. Pa sam setting jih nekako takole ukvirja, ker v bistvu večina zadev se dogaja znotraj, v pisarnah, hodnikih, avlah ali nekaj tasga, da v bistvu je vse malo bolj ne klaustrofobično, ampak nekako ukvirjeno, da pač tlele gledamo nekaj, kar se mora med sabo pogovarjati, ne pa da v bistvu navzven odpirati, ali pa, ker ti bi komot lahko, ali v Doctor Strange zdaj po penu z nekimi vrati pa letel ne vem kam po multiversu, tako. Tako da tudi budžetarno vem, da mislim, kar se tiče proračuna, je najbrž jim šlo to dosti boljše skozi, ampak se mi pa zdi, da so ful izkoristili to, res, tako na production designu pa na pisanju. Imam eno vprašanje za vaju. Ena napaka, ki ne vem, v čem je namenjen. Tam, kjer so kamni, ona razloži, to je vesolje, kjer se življenje ni nikoli razvilo in zato sva kamna. In hkrati, ko kaže njo, torej tole Jobu Tapaki /Joy, je poleg trava, posušena trava, ampak trava. Okay. Mislim, a je namenoma to, ker to je nekaj, kar vidiš. Ne? Mogoče pa samo pač misli na življenje, kot ga mi poznamo, ali pa življenje, ne vem, inteligentno življenje. Humanoidno. Mogoče že inteligentno je dovolj. To se mi je zdelo nenavadno. Druga nenavadna stvar, ki se mi je zdelo, pa je, zakaj bi davčni urad imel SNM sobo. To sam direktor, nek Harvey Weinstein, razumeš, ali kva, ne vem. On si je pač naredil, glej. Jaz mislim, da takim ljudem tudi to pritiče. Mislim, kar tako se ne odločiš, da boš delal na fursu. Mogoče pa tak boring job, da je rabi popestritev, na šihtu direkt, da ne zdrži, da ne pride skozi dan. A pa to ima za one stranke, ki plačajo najmanj, veš, one povabijo na kosilo, one pa najmanj pa tja. Kanje, jaz sem tudi danes dobo, moram dvigniti. Greš ja prevzeti osebno. Tako da ne vem pa koliko sta. Meni se je zdelo ful zanimivo, ker sem prebral, da je vizualne učinke vsega skupaj delali 9 ljudi, od tega režiserja, najbolj hardcore pa dejansko 5, pa nihče od njih ni izobražen za to, ampak so se to naučili iz tutorialov, iz brezplačnih tutorialov na svetu.
film sam po Mi to reče, ja. Ne, ker vem. To je normalno, tako se dela film. Ne, tako se da naučiti. A veš, film pokaže, da v bistvu, če imaš dobro idejo, kaj delaš, ne, kaj želiš povedati, se da z malimi sredstvi daleč prideti. In v bistvu sam film ima full teh in-camera efektov, dost pokrije že zgolj s premikanjem kamere ali pa z dolly shoti, medtem ko je to, da pač nekdo se spremeni ali pa da v konfeti ali pa tele bullet holes ali pa tak naprej, to je pa easy, to pa no problem. Ne, res, After Effects tutorial je čisto easy za to narediti. No, pa vseeno to ni nekaj, da bi si ti v InDesignu naredil. Ne v InDesignu, After Effects. No, pa to je že malo bolj zapleteno. Je pa ni, to je v bistvu, jaz sem se Photoshop naučil, pa ki ni tako bolj kompliciran kot After Effects v 2 tednih, ko sem imel gripo 5-6 let nazaj, nekaj tasga. In vse, tudi isto preko tutorialov, YouTube tutorialov. Pač ti vtipkaš, bullet, splash, After Effects, tutorial, bum, v 15 minutah ga imaš narejenega. Lightsaber, na primer, efekt, no problem, imaš narejeno. Kaj pa nimamo nikoli lightsaberov na naših plakatih? Ja, plače. Ja, Mito, mogoče je to tebi. Vseeno moraš imeti neke osnove poznavanja optike. Mislim, vse te ljudje so, najbrž. Ja, te osnove so že imeli. Ona dva sta že režirala film, kjer je Daniel Radcliffe prdel in je se vozil na njem, tako da ga uporabil kot splav. Jaz to razumem, da je to Radcliffeova igra, to ne more. To ni kar tako. Mislim, ti imaš svetovalce, noter pa oni ti povejo, kaj je možno, kaj ne, v okviru nekega budžeta se sprijazni s tem ali pa delaš okrog tega v kameri. Ni tako težko, ne? Mislim, drugače je naprimer, kot Marvel, ki vidiš v končnih špicah, ki 15,000 ljudi dela, od tega 7 ur pa pol zgolj na specialnih efektih, da se nič ne vidi. Itak je pa 3/4 filma je v bistvu specialni efekt. Plus da ti neke stvari da razstreliš, tisto je bolj kompleksno. Karče, to rabiš ti ogromno ljudi, to se nam moraš sam naučiti. Mislim, lahko se je samo bedno zgledalo, da boš ti karče izdelal. To je vseeno ful več ljudi, rabiš ful koordinacijo in tako dalje. Medtem ko tukaj je znotraj ene stavbe. Efekt, ki najbolj izstopa, je krov, oziroma ta bagel, ker res deluje CGI-ast, pa tisto par efektov, ko se oni razletijo, oziroma katale pač neki konfeti. Jobo ki nastopijo, potamanje. Ostalo je pa vse praktika. Pa koreografija. Koreografija je tu ključna, zato te stvari delujejo toliko. Plus tam, ne vem, kjer njo potegne iz ene realnosti v drugo, pač to je in-camera efekt v veliki meri. Pač, ne vem, dost čudno perspektivo dobiš, recimo, če boš ti približeval kamero k človeku, pa hkrati odzumiral. Dobiš čist neke podobne efekte. On efekt, naprimer, ki njej obraz osvetljuje, v očeh lahko vidiš, da v bistvu je trikotnik bil iz RGB LED sestavljen, ki so ga samo šopali na hitro, zato da to je vse posneto v enem kadru, no problem, hitro narejeno. Potem to, da hitro kader menjaš, tudi ni problem. Pač obleči se moraš postaviti kamero, mogoče vzame 1 uro za tisto kostumko, to, cajci moraš vzeti pa vedeti, kaj delati, Drugače ne, edini efekti drugi še bili tisto, ko se nekako prelomi slika z enim vesoljem pa drugim, ker je napol neka počena šipa. To pač 2-krat posnameš. Tako da v bistvu nič tako kompleksnega, ampak vse film tudi ni rabo, ni rabo za imeti bullet time ali pa neki. To bi bilo res verjetno too much. Ker pri Marvelu so v bistvu celi liki oblečeni v obleke, pa jim potem cune gor mečejo. To vzame full čas, da takšen šita. To pa ti si, pa nimaš nekih velikih pokrajin, pa letala, ki jih razstreljuješ po letališču, pa tako naprej. Ne, ti imaš sobo, praktične efekte, pa tu pa tam, da neko kri umetno noter vržeš v digitalnem programu in to. Plus ljudi, ki znajo in igrati in koreografijo martial arts izvesti v nula. Tole je to, kar je vsekakor ključno. Ti z enimi drugimi igralci tega ne mogo narediti. Ne, seveda ne. Tukaj pač se spozna, da je pač pač fenomenalna. Pač tudi je bila, posod je vedno nadela svoje lastne, kako se že reče, kaskaderska akcija, skratka ni rabila kaskaderjev za te stvari. Nasploh pa jaz tudi moram še enkrat pohvaliti, pač ta akcija je bila tudi super. Akcija spominja malo na ta res stari Hong Kong, pač na pol, jaz
tudi razumem, zakaj so videli Jackie Chana, samo potem, ker ful uporabljajo predmete, vsakodnevne predmete, ki so to pač tam. To ful uporabljajo in se vemo, Jackie Chan je to, je njegov dejansko edina karakteristika, po čemer se ga bomo vedno najbolj zapomnili, kako on te stvari uporabi in pač, da se takoj vidi, pač, da vidimo nek udarec, pa da vidimo padce, pa da vidimo tako, to mi je bilo res všeč, da niso pač ti hitri rezi in to, ker tega res imamo. Pa tudi ni bilo razkoraka, kot ni akcije. Ne? Že v začetku filma v pralnici vidiš, ko se v bistvu kamera premika, pa si podaja ona neko pručko, razumeš, kamera skoči dol, pručka skoči do druge, nekdo z nogo ustavi, gre kamera nazaj, gore, veš, to je vse ta isto uša pristop, ne? Da se v bistvu akcija obnaša isto kot drama in takoj, že po 3 minutah filma veš, to je good, to je dobro narejeno, premišljeno, to je the best. No, glede na to, da smo vsi gledali tudi Stranger, ne? Če naredimo nekaj primerjav, pač si že ti prej omenil, koliko je to slabše. Ne? Ampak jaz sem zdaj nedavno še pogledal ponovno Spider-Man Into the Spider-Verse, animiranega. Dejansko sem ugotovil, da je in Spider-Man No Way Home in Strange basically rip-off tega animiranega filma. Ful poenostavljeno vse skupaj, pa pač narejeno tako, da je bolj pop. Tam imaš 3 Spider-Mane in to je osnovna štorija, vseeno, kaj se okrog dogaja. Bistvo multiverzuma je, da imamo 3 Spider-Mane, pa še onih par vilenov, ki smo jih pogrešali, in Strangeu je pa spet čist reduciran cel multiverz na to, da imamo še enega malo awkward Strangea. Pa da upelje vse te like, na pol upelje, skratka profesora X in vse te, ker pač Krasinskega. Niti ne rabi. Ne, jaz mislim, da multiversu Strange rabi samo za ono truplo. Bolj ali manj, če reduciraš kao za ta twist. Za ta twist, čeprav poanta ne bi bila, zelo verjetno bojo vsaj Captain Britain uporabljali iz tega. Kratka stotnica Britanijo. Pač Carterjevo. Jaz sem fan te igralke, tako da to sem za, ampak se mislim, da bojo pa imeli Fantastic Four tudi. Ja, ampak oni bo itak v tem vesolju. Ne vem, če ima to kako veze z Krasinskim zumom. Pač Krasinskega bojo imeli, to so napovedali. Razen, da so zdaj pokazali, da bo pač on v vseh vesoljih. Čeprav on ni bil prva izbira, mislim, da je nekaj, kdo jim je odklonil. Nekdo drug bi mogel biti, ampak pol je on prevzel, ker zdaj tudi pravi, da ne bi on režiral. Ker zna to delati. Ker je nekdo odstopil, ki bi mogel delati. Že pozabil, kdo bi mogel. Moral bi delati tak, je delal Spider-Man. On pa bo zdaj delal, on pa dela Star Wars serijo. Ti ljudje imajo tudi Ti si pa kaj vprašati, a je ta multiverz izpeljanka boljša kot Strange? Ne, v bistvu samo pač... je, ni zdaj, da vprašam, ampak tudi, če se malo o Strangeu pogovorimo, koliko je tisto... Niti se moramo o Strangeu. Don't make it stranger. Koliko je to reducirano? Sorry, you had to make it stranger. Me pa hkrati tudi zanima, ali menite, da je kakršnakoli šansa, da Flash ne bo enako lame kot tole. Kar se multiverze tiče, sem prepričan, da bo film zabaven. Jaz tudi mislim, da je tudi tam poanta multiverza, da dobimo vse te Batmane. Kaj bomo dobili, ne vem. Mislim, se pravim, mene kot film ni slab, mene je pač res, kot ti meni daš več multiverz norosti, jaz pač mislim, da bo tega res da bo neka fora v tem, pa na koncu so kaj 3 Strange in en je pač truplo, en je zloben. Bolj še zdi, če imaš ti v izhodišču dobro jasno, oziroma jasno zastavljeno, kaj ti ta koncept sploh prinese k zgodbi. Ne? Če je zdaj zgolj, da ti neke super junake potegneš, ki so že pokojni ali pa so drugi igralci, je to meni bolj plehko. No? Če pa ta koncept vpliva na glavnega junaka na nek način, da se ozavesti nečesa ali pa spremeni kakorkoli, bolj je pa to že malo bolj zanimivo. No? Zdaj zgolj, da bo Flash tamle treplal druge Flashe po ritkah ali whatever, to je pa butasto. No? Mislim, tip je polisexual ali karkoli, ampak to bi pa bilo weird. Ne, mesko laufa je, veš. Prav mogoče pa, da bo komu plunil v obraz. Worth it. Mislim, če ni na Havajih, mislim, da imaš prav.
No, ampak ja, mislim, da točno to, kar si rekel, Spider-Man Into the Spider-Verse, Ja, edini od teh Marvelovih filmov naredi. Ja, ti si dobro dela. Z upeljavo teh drugih Spider-Manov so nekako Morales, ne, v bistvu, malo bolj centrira, pa Peter Parker iz drugega, v bistvu ima tudi neko posebno zgodbo. Ja, pa se tudi najde v bistvu ima svojo težo, ima svojo dramo. In če je to noter upeljano, ok, to je kul. Pa pričakujete, da bo to nadaljevanje, zakaj? Upam. Upam. Ne, glih, kar sem bral za nadaljevanje, da sta Miller pa Lord, ki sta scenarij naredila, pripričala so oni, da bo to keks, to imajo takoj. Zdaj pa je en najdražjih animiranih filmov z največjim številom animatorjev v zgodovini filma, ker so pač 2 filma hkrati delali in je tak, ne vem, pač za eno Ljubljano. Vsekakor pričakujem, da bo ta vizualni del, to sliko, ki so pelali, nadgradili. Mislim, da že tista je bilo hudo. Je pa bizarno, da so 3 drugi režiserji. Spet so 3 režiserji in noben ni isti, kot so bili pri prvem filmu. Ampak Miller pa Lord sta še vedno kot glavna. Mislim, da ta Into the Multiverse, mislim, je Spider-Verse, pardon, je dobro izkoristil medije. Mi zdi, da to na tem dela, ker je animacija, če bi rad film snemal, ga pet, ampak če se greš animacijo, pol se pet animacijo na polno. In lahko imaš pujsa. Ja, tam je bila pač ta z različnimi načini risbe. To je bilo tu, kar pač ti tu ne moreš v igranem, ampak definitivno bi mogel neki, mislim, meni je bila pač v tem filmu, se mi je zdelo, da ravno to, da Michelle pač pride do tistega momenta, ko pač zdaj se bo pa povezala z vsemi in se je lahko zmeša in več ne bo vedela, kje je, v kateri realnosti se, kjeri trenutek nahaja. Se mi je zdelo, to se ti pač zgodi, če se ti to porušijo, te meje. Tega recimo v Strange nismo imeli na nobeni točki, kakršnega koli kolapsa med sabo. Bilo je rečeno, da so ogrožene med sabo, ampak kako... Raz, da je bila una punca tam, ki pač ni bilo čisto. Samo to je problem Marvela, razumeš, sicer omeniš, da je to nevarnost, da boš vse skupaj, ne vem, razletelo v prav faktore, ampak v bistvu ne bo, ker že ima nadaljevanje tam. Ampak pač drugi problem Marvela pa je, ali pa dobra stran, tega, da ti vedno pričakuješ, da imaš enega ful predznanja. In meni je bilo tako, multiverzi pač se uničujejo med sabo, podobno kot v temu Golden Compass. Ker pač zdaj spoiler za 3. sezono pač ne morajo soobstajati, mislim, ne moreš prehajati med njimi, brez da bi propadale. In to je pač to. Ok, jaz sem si tu predstavljal eno drugo knjigo, ki nima veze z Marvelom, ampak vedno imaš neko idejo, da neko predznanje moraš imeti in si ga lahko izriti potegneš literarnega dela. Jajno. To smo hoteli. Meni, moram še tudi reči, vseeno, moramo se pogovoriti o dildih. To tudi moramo. Dajte mi nekaj povedati. Jaz sem gledal tole, zdaj seveda digitalno verzijo. In tam buttplug je bil bluren. A je bilo to v kinu tudi? Mislim, ne sam buttplug, ampak ko on skače, potem pa se fajta, je bilo kockast. A je bilo v kinu tudi? Ok, just checking. Ne, buttplug vidiš samo... samo ne pa vstopa. Točke vstopa. So ena bolj odbitih idej, ampak vseeno ni tako odbita kot Ratatouille oziroma Rakuni. Tiste me tudi delo. Kako sem jo zasmilil, faki. Meni se kar zasmilil. Je tam zaprt, Ne, ful mi je dobro, pa ko ona njega spleže, pa ga enako pa zvodi. Pač ti počitno res rabi to, kaj? Niti jajca ni znal narediti, je rekel. Ne, apropo pač ti buttplugi pa dilduti, mislim, ful smešno za popent, res. Ampak takoj, mislim, da to 3., 4. scena, ko se oni pridejo na ta IRS, pa se ona Jamie Lee Curtis pohvali z ful dobrim uspehom, da ona dobiva nagrade tle in pokaže na nagrade in so buttplugi, pa tako prvo mislim, ok, to mora biti ponudca nekje stane, ne moraš mi ga to tako pokazati, tle, kot neki 3 buttplugi, tle v pisarni v kubiklu noter. Jaz sem najprej pomislil, da hoče pokazati, da so IRS people assholes, ampak...
Se mi je zdelo, da to je malo prečno. Ja, ja, se vštekam, jaz sem tudi na to pomislil, ampak pol se mi zdi, da ful dobro noter upelje ta koncept, ki se mi zdi zelo originalen, da moraš ti nekaj ful čudnega narediti, zato da lahko imaš vstopno točko do naslednjega multiverza oziroma tvojega jaza v nekem multiverzu. In ja, ti bad plagi so, ja, predvsem... Vstopna točka. Ja, dobra vstopna točka za tragis. Ja, moraš pač narediti nekaj, kar podre to, nekaj, kar je totalno nepričakovano, da pač se, ne vem, da se ne ločijo ali kaj, da zmedeš več vesolja. Ne, da je v bistvu tvoja možnost, da je uspeh bolj verjeten za povezavo, če narediš nekaj čim bolj odfukanega. Tako je. Zakaj so še pa bili, ona se mogla polulati. Tale mi je bilo to dobro, ker se je v bistvu on rezal med prsti. Se papirjem se je mogel pepet. Še pa tako, ne, 4-krat, štirikrat. Pol pa še tako komentira, glih takrat, ko hočeš, ne moreš, ker vedno se naključno vreže z papirjem. Pa kaj še bilo tazga, ona si je razkožilo za roke, po očeh drgnila, enemu je v nos pihnila. Ja, en se je z unim za staplerjem. To se je Jamie Lee Curtis, mislim, da kar načelo. Zaklamfala. Zaklamfala, hvala. Zaklamfala, ja. Kar nesti vse skupaj, moram priznati, ja. Ampak tako je bizarno in čudovito. No, plus kak mojster tele Pedro Tašne je to sem ugotovil, da pač dva moška sta, ki lahko furata te torbice, Dwayne The Rock Johnson, ki can do anything, pa tale, ki Kwan. Kwan. On ni Jonathan, ne? I have no. Mislim, da je tisti, njegovo po Američani. Po Američani, To je pač originala. Ja, tisti mi je bilo zelo dobro. Pač spet ena ta Jackie Chan tipična scena, ko pač ti uporabiš neko stvar, ampak tako že, ko si jo odvije, pa si tako. Jaz mislim, da ima neki noter, pa ne, ti gotoviš. Pa pol da sicer not, kaj že da not. Neke kamenčke ali franikole. Ja, iz akvarija, točno, da je s tistim toče. Pač noro fino, je narejen film. Ja, špasno. Film je res zabaven. Res zabaven. Kljub visokemu, težkemu konceptu, ful zabaven. Ja. Vsekakor pa mislim, da si ta film zasluži Oskarja za kostume, ker to, kak so naredili tole Jobu Topaki v vseh teh njimi variantah, ko imela napisano na čelu, pa oni bagel v frizuri in ono Picassovsko sliko, tisti, ful, dobro narejeno. Pa kamen. Ja. Kamen. Pa kamen. Ne, res mislim, da kostumi so toliko nadgradili tole idejo njeno, da je bilo res hudo. Ja, nasploh, film si definitivno zasluži, poleg denarja, ki ga je zdaj presenetljivo veliko, presenetljivo. Ja, za budget. Dober film, ampak vseeno, za nek nizko proračunski, za vseeno tako je zdaj velika uspešnica, ampak jaz mislim, da si res zasluži kakšno prepoznanje v kakšni nagradi. Še posebej pa zato, ker se mi zdi, da v bistvu, ker sem parkrat že naletel na kritike, da v bistvu Hollywood ne zna sproducirati več nič novega. Evo, tle imaš v bistvu nekaj zelo svežga, ne bom rekel, da je originalno v defaultu, ker se spogleduje z različnimi filmi, ampak ima pa neko svežino noter, pa zabavanje, blockbusterovski napol, message ima. Toliko je, kot pač Tarantinovski filmi, ki so tudi nekaj novega, pa hkrati predela stare stvari. No? Ampak kar se tega tiče, da je uspešnica, v ZDA je full uspešen film in mislim, da je najbolj dobičkonosen film od A24. Pri nas pa mislim, da bo več ljudi to epizodo poslušalo, kot ga je šlo v kino gledati po 2 tednih. Ja. Ni še na 1000. Ne. Je pa Top Gun na 26, oziroma mislim, da tam menih 6% obiska tega tedna. Težko konkurirati z Maverickom. Ja, čeprav jaz sem, če boste gledali kaj, Guardian je pa bil tako snobovsko vzdihnil nad tem filmom in je tip Peter Bradshaw. Ja, seveda, Peter Bradshaw. Moram da sicer reči, da je zelo duhovito pač parafraziral naslov, ampak kritika je pa kar nekaj, pač nič takega ni, ampak on je poimenoval kritiko Nothing Nowhere over a long period of time. Skratka, totalno je bil 2 zvezdici od 5. Ja, no, moram reči, da ta tip zelo redko da več kot 4 zvezdice, zelo cinični je dostkrat, zato me je toliko bolj presenetilo, ko sem pred kratkim ugotovil,
da film Damjana Kozoleta, Rezervni del, je dobil 5 zvezdic pri njemu in da je napisal za najboljših filmov desetletja takrat. Okay. Ja. Mislim, da to marsikaj pojasni. Sicer, ja, glej, ne vem. No. Pač jaz moram reči, da pač ves hype, ki je bil zunaj, takoj, ki je imel na Rotten Tomatoes, ne vem, koliko, 98, 99, še vedno ima, ja. Vse to, kako so ga na začetku pač ful hvalili, pa tako, meni je upravičil. Jaz sem bil totalno presenečen in totalno mi je bilo pol na koncu, ko sem šel ven, sem si rekel, wow, to je bil res dober film. Eden najboljših žanrskih filmov, ki sem ga gledal v zadnjih ne vem koliko letih. Tako da, glej, jaz vsekakor vsem priporočam ta film, če ga ne boste pač v kinodvoranah ujeli, ga pač poiščite zdaj že na VOD platformah, tako da poglejte to. Ker je škoda, da ne. No? Nekaj vam bo manjkalo v življenju, pa čeprav je to bagel. With everything. Ja. No, če še bi kdo kaj omenil, še kakšna stvar, frizure so tudi bile v redu, I guess. Čisto ok. Nisem mojster za frizure, ne v redu. Skratka, gremo v Star Trek kotiček in Mito, kaj praviš, čemu je to podobno? To je podobno delo z naslovom Parallels iz TNG, 7. sezona, 11. del. V tej epizodi Worf, ki se vrača iz nekega Battlet tekmovanja, turnirja, preleti neko vesoljski Watchemakolet in se razcepi na več paralelnih dimenzij in med njimi fizično preskakuje oziroma ga preslikuje. Ne? Na začetku sploh ne ve, kaj se mu dogaja, pol pa v bistvu, da reši problem, da se vrne vse v prvotno stanje, najde način komunikacije med svojimi različnimi jazi, pa potem pride pač veselo happy nazaj za pomočjo seveda zelo, kako rečem, team buildinga pa zaupljive posadke, ki verjame Worfu na besedo seveda. Cool. Absolutno nam more. No? Ja, mislim, kdo si pa ne bi bi si pa upal ne verjeti Worfu. Vi ste blušen del, Michael Dorn se izkaže noter, ki je ponovadi dosti bolj zadržan s tem kravim drekom na čelo, no, ampak pa tudi z njegovim likom se nekaj zgodi, ker pač on v tenem tem paralelni dimenziji je z Diano skupaj, medtem ko v tem Prime kakorkoli ni. Ampak na koncu jo pa povabi, ko se vse skupaj reši, in povabi svojo Diano na večerjo, pa še jo tako preseneti, ker reče champagne, 2 glasses, bilo pogleda in konec napisja. Ženska mi je ful všeč, če naročiš pijačo za njih. No, predvsem Diani Troje ne bi všeč. Yeah. Pa še čokoladni fondu ali nekaj, kaj ima še rada. Yeah. Ja, to ima rada. No. Bolje me kar Džodzijo, jaz te ne morem verjetno. En tip, pa 2 take ženski, no. Sram ga bilo, pa še pol unata, tretji, ne pustimo. Gremo dalje. Dobro. Worf je res. Neki ima. He's the ladies man, stari. Ja, to pa je. Yeah. The silent type, Cary Cooper. Skratka, ok, ja, imaš prav, ja, super epizoda. Druga si gotovo, da pol ni. Ne, da ni. To bom, če bom pa zdaj, ok, bom zaupal, ker sem najprej pomislil, ampak pol ob tehnem premisleku pač seveda ne gre noter, ker je time travel. Imel sem pa napisano All Good Things, tako da če bi zdaj o tem, bi ga noter ti šel. Ja, Yesterday pa ima samo pač... Ne, Yesterday is Enterprise. Bi alternative timeline, to nima... No. Nima. Tudi potem, ko se Yesterday's Enterprise vrne nazaj, povrne vse v prvotno stanje, pa tale alternativna Taša ostane tle, oziroma gre k Romulancem neka ta fora. Tako da v bistvu ni multiversa tlele sploh. Imaš pa v All Good Things pač prepletanja, ampak zopet med istim timelineom v preteklosti, prihodnosti pa sedanjosti, tako da ni tudi multiversno. Sem še razmišljal, kaj bi še bilo. Imaš pa koncept Mirror Universe? Ja, to. Če bi jih bilo še več, bi jih ti šel tukaj noter, to je full epizod tega. Ja. Ampak tako se mi pa zdi, da je zgolj neka samo ena vzporedna ideja, ki so jo zaponudili že parkrat, pa tudi v zadnji sezoni Picarda. Tako da ajde, pa to bi šlo. Pa tudi Discovery, je kar ključno. Discovery imaš, v prvi sezoni imaš neki, mislim, ključno. Ja, pri čem je res ideja ta mirror tega ogledala v tem, da so malo obrnjene njihove karakterne lastnosti. Ja. To je samo, da ti vidiš unga, kaj je tam, ne vem kaj je tle v tem vesolju, pač zloben ali pa ne vem kaj. Tako.
Ni tako. Mislim, še najbolj se zdaj Picard v drugi sezoni poigra s tem, ker padejo v inačico tega, ker jih Q zabriše v preteklost, ki je imela neko drugačno odločitev sprejeto, ne? In je Zemlja, v bistvu kao ta Terran Empire, ki sicer ni Mirror Universe, samo pač neka taka paralelka je temu, ne? In tam je tudi Picard je neki genocidni klavec, on ima lobanje razstavljene od Ferengijev, pa Klingoncev, pa Kardashianov v svoji... Ja, tako. Ta še se je skušala nekaj poigrati s tem, ampak zopet del 2 pa so že pičali naprej, nikoli niso šli dlje tega raziskati, kaj pa je to, ne? Tako da po večini se mi zdi, da Star Trek to Mirror Universe uporablja kot vajo, pa oddih za igralce. Dajmo se malo igrati danes, več bodimo malo free. Če ne, gremo že se igrati westerna ali pa gangsterjade v holodeck, pa dajmo to. Ja, še dobro, da so izumili holodeck. Super, the best in gremo v, kaj gledamo, beremo, špilno poslušamo, kjer imamo za vas ogromno stvari za povedati, ker smo imeli eno v živo epizodo, pa tam tega nismo mogli povedati. Igor, kaj si ti pogledal, prebral, poslušal? Pogledal sem Top Gun Maverick skupaj z vama. Bilo je prijetno doživetje. Bili smo v novem Cineplexu, za vse tiste, ki mogoče niste tega opazili na družabnih omrežjih. Priporočamo, skratka, Ljubljana je dobila sodoben multiplex in fino je bilo. Ima fajn zvok. To vsekakor pa udobni stoli, pa slika, vse je v redu. Ne rečemo, da je Kino Bežigrad še vedno bolj kul. Ne, to je itak, še vedno zmagajo tisti kino, ki se lahko pivo neseš not stari. Tako, kjer vsi poznajo tvoje ime. Točno to. Da je tu noter ustavi jingle od Cheers. Ampak film pa je bil v redu. Mislim, pač, če odmisliš nacionalizem pa te stvari, ne? Kaj so nacionalisti? Vse ne veš, kaj so bili oni. Lahko so bili pa z Teksasa. Pač nek empire. Teksas hoče razviti. Hotel se je osamosvojiti, pa mu niso pustili. Mi smo se pogovarjali tam potem z univki, kaj so nasprotnikova letala. Mislim, so to migi, ali so to neki... A so migi? Ne, reče, da so migi. Pa ne morajo biti migi. Ne. Oni omenjajo mige, da je on si streljil, kar je bilo v prvem filmu, ne? Ampak oni ne omenjajo, oni samo rečejo, ne vem, 5th generation fighter, pol pa imajo enega tega starega nekje shranjenega. Zdaj pa, če po tej logiki sklepamo, je Irak, zato ker Američani so Iračanom dajali ful orožja in ga še vedno imajo. Jaz mislim, da so Kitajci, ki oni imajo tudi neki 5th gen Shenzhen, neka letala. Samo kje bi pa dobili ameriški avion. Po drugi strani pa Kitajci imajo jedrsko orožje in elektrarne in vse skupaj, tako da naj bi rabili tega imeti. In edina država, ki pač proba razviti te jedrske centrifuge, je Iran, tako da kje bi Iran dobil ameriško letalo, tudi nima nobenega smisla. Mogoče pa bila alternativna zgodovina, kjer Tonin ostane obrambni minister. Ne, jaz pa mislim, da je to pač prihodnost, kjer bo ta Iran in Irak se združila. To bo. To ni slabo. Jaz sem hotel sam reči, da se tu navežem na tebe. Jaz sem pogledal 86. prvega, preden sem šel. Dvojka moram reči, da dvojka ni nič slabša od prve. Razen seks scene. Razen seks scene, ki je totalno razočaranje. Tudi muska je čisto v redu v tem drugem in tako mislim zelo so se spomnili, da so 80 bila, skratka. Tudi šport zgoraj brez tako, tudi brez tega ne ostanemo, razen da je tokrat rugby, da je še več tesnega stika, kar se mi je tudi zelo dopadlo. Z dvema žogama hkrati. Skratka, Igor, kaj si še pogledal poleg Top Guna? Pogledal sem še en vojaški film, Operation Mincemeat. In moram reči, da to je najbolj dolgočasnih filmov, kar sem jih videl. Gledajte, če imate možnost ne gledati, dobrimi igralci. Če radi gledate Colina Firtha, pa tole McDonaldovo, ona dva sta tudi not. Angleži so v zadnjih 5 letih ali pa malo več posneli en kup teh vojaških filmov, ki so pač basically Brexit in mi zmoremo, mi smo lahko in to je najbolj dolgočasno. Dunkirk je bil ful boljši, 1917 je bil ful pointless, tale pa je samo preprosto boring, ful poudarjanje teh angleških lastnosti in njihove ekskluzivnosti in tega, kako se je treba odreči ljubezni do ženske zaradi ljubezni do domovine in tega, kako človek dejansko reši, zmaga drugo svetovno vojno, basically s tem, kar uspe
zdaj pa se bo lotil resne naloge in napisal pismo svoji strange ženi. Ker pač Angleži pa čustva, pa to veš. Okay. Res je slabo. No? To, da Colin Firth igra not, pač, mislim, če rad gledaš Colina Firtha, če ti srce zaigra, ko ga vidiš prav, grev, bo to. Okay. Imam Mubi, tako da smo bolj sem pogledal Black Panthers, ker ni nadaljevanje Black Panther, ampak je polurni kratki film, dokumentarni kratki film Agnès Varda in je amazing. In če nimate Mubija, pa bi ga radi videli, dejansko ponujajo opcijo, da vam jaz pošljem link, pa si ga pogledate tako da for free, tako da če kdo hoče, naj mi pošlje DM. Res je cool, res dobiš en pogled v ameriško norost nad rasizmom in ljubeznijo do orožja, zato ker tele panteri dejansko hočijo moč in menijo, da moč dobiš skozi orožje, ker če lahko imaš pištole, ti policaji nič ne morajo. In to je kar fucking scary in ful stvari razloži teh, kaj se zdaj dogaja. No. Je pa ful dobro narejeno. Pogledal sem nov film, ker jaz pač spremljam ta dva, ko ste napisali Game of Thrones, ne? To bo za naše poslušalce ful videli. Ja, imam majico Game of Thrones. In ta dva, ki ima ti praviš Dumb and Dumber, sta naredila dve zadevi po Game of Thrones in jaz sem obe pogledal. Prva je bilo stand-up od one iz SNL-a Črnke. Daisy Lyda. Ne. Tale, ki je imela Game of Thrones komentiranje. Se vem, ker vniš. Glavnem, to sta naredila, njen stand-up sta posnela, kar je pomenilo, da sta kamero postavila na 3 točke in potem zmontirala skupaj, oziroma rekla nekomu drugemu, kako naj zmontira mojstersko. In zdaj sta naredila, oziroma je producirala in je napisal scenarij za Metal Lords in je Evolution film o srednješolcih, ki imajo metalski band in kakih ne sprejmejo in potem imajo še eno bejbo not, ki igra čelo in zelo lušno najstniška komedija, če ste glih Stranger Things vibe, to zrom pa še. Pa metal je cool, obvesli. Leslie Jones. Leslie Jones. Hvala, Ljoša. Če imate radi sitcome, sem odkril enega novega na Netflixu, Man Like Mo Bean. Je o enem tipu iz Londona, pakistanskega porekla, komik je, igra ga Kaz neki in mora vzgajati sestro, zato ki hodi v srednjo šolo, on je pač neki 29 ali nekaj taja in je bil včasih dealer, zdaj pa pač mora biti clean and straight zato, ker mu bo drugače sestro dali v dom, če bi ga aretirali. Mati pa stepdad sta pa spičila, ker se niso razumeli, pa sta šla v Pakistan. In je ful lušno, ful prikupno, ful dobre komedija, taka situacijska, ful je tudi tak na islam, pa mislim, mene te kulturne stvari, ki jih ne veš in on se zaveda, ko delajo, da gledalci ne vejo in ful joke naredijo z tega. Ne? Kot recimo, ne vem, se dobijo z enim, ki ni musliman, da se zmenijo s frendi pred mošejo. Ne? Pa pač jih on čaka pred eno drugo mošejo, ker te veš, ker v mošejo hojijo. Mošejo, pa ti ste v delu Londona, pa če res dost. Ne? Ja, ni glih v Ljubljani, ne? Ja. Pa tak, ne vem, ko se stepejo, ne, tak, pa kak zgleda pogovor za arranged marriage je hilarious. V glavnem, ful priporočam, 3 sezone so na Netflixu. Je. Tudi na Netflixu Attack of the Hollywood Clichés. Rob Lowe je fan, pa razlaga, kaj so klišeji. Pa hitro gre mimo. Ni tako dobro, kot Cage, ki preklinja, ampak pač v tem duhu. Do konca pogledal drugo sezono Flight Attendant. Moram reči, da čeprav so delali brez literarne predloge, so uspeli štorijo pelati ful naprej in jo še boljše razviti, ful boljš dodelati, kakšni so ti liki. Ful je fun, pa vmes se resno loti tega, da pač ona je prvo sezono bila cel cajt nažgana, pol pa se odloči, da bo nehala piti in zdaj pač ima probleme s tem, kako to shendlati. Za bizarno kratek cameo so not dali Sharon Stone kot njeno mamo, tako da so jim da 3. sezono, ki mislim, da je že napovedana, bo Sharon Stone bolj prominent.
To je ena od mojih naslednjih na seznamu. Ful dober koncept je, kako to izpeljajo in res me zanima, kaj se bo spomnili za naprej. No. Pa te ali Kelly Kuku, kakorkoli igra res dobro. Moram reči, da nisem pričakoval, da bom to kdaj rekel. Ja. Berem eno knjigo, ki jo bi vama priporočil, pa vsem, ki imate radi Davida Lyncha, in sicer gre za Lynchovo biografijo / autobiografijo Room to Dream, ki je on napisal skupaj z novinarko Christine McKenna. In v bistvu je tako narejeno, da je kronološko po obdobjih in najprej je pol poglavja ga napiše ona iz intervjujev, ali jih naredi, ali jih najde. Pol tako dobiš en lep pregled, kaj se je dogajalo, in ko je bil otrok, pač imaš intervjuje z njegovimi pač sosedi in tako dalje, ne? Froci, s katerimi si je igral, in potem, pač, ko je snemal filme, ljudi, ki so bili pri filmih. In najprej pač je ta njen del, pol pa je drugi del poglavja, njegov del, tak je pa res bilo. Pa pol tudi nekatere stvari, ki jih kdo reče, on pol komentira, pa je en tak zelo pristen vibe, dobiš zelo dober občutek tega človeka, pa dost drugačen je, kot si bi človek sklepal po njegovih filmih, kar dostkrat ljudje omenijo, da so pričakovali nekoga, ki izgleda in se obnaša kot glavni junak v Razorheadu, pa je tip tak najbolj midwestern in vedno dobre volje in pozitivc in tak zelo odštekan človek. Ti ga predstavlja točno takega. Da mi je bilo najbolj zabavno, že ker sem enkrat zdavno je bral intervju z Reznorjem, ki je delal muziko za Lost Highway, in je bil tak še on tak hardcore na heroinu, ne? In je prišel Lynch do njega in je rekel, tak stopi on noter, ne? Da bo tako introductory pogovor, da se spoznata, in oni vleti not in je točno tak kot v Twin Peaksu, kjer igra inšpektorja FBI-ovskega, ki slabo sliši in ima slušni aparat, ki skoraj nikoli ne dela in kriči. In je tak full hiper in dobre volje in full bolj glasno pove vse, kot bi bilo treba. In tako, okay, kar delamo, ne? Tu je ta muska, to je že tak, ne? In oni pa na heroinu in tak. Ampak moram reči, da ta kolaboracija super izpadla, Lost Highway soundtrack je dušet. In pač tudi filmi Davida Lyncha so super in full verjel tudi zloži vse in Dune in Blue Velvet in Razorhead, dost cool, kak je naredil in kak dela, in mislim, da tebi mi to bi sploh bilo všeč, ker pač res tip je slikar novi in ima te pristope slikarske vsemu. Je pa tudi womanizer, tako da to pa mogoče čisto tvoja scena. Ja, hvala. Hvala, da si to dodal. Lepo. Še nekaj si pogledal, Igor? Ja, pol pa sem pogledal njegov prvi film The Alphabet, It's Fucking Weird. Ful se vidi, animiran je večinoma in ful se vidi, da je pač tip slikar, ki je ugotovil, da lahko se slike premikajo. In je to 3 minute in tak, ok. Tako da ja, zdaj imam naslednjega v planu pogledati The Grandmother, ki je pol ure, tudi na Mubi oboje. Pol pa Razorhead, Elephant Man in tako dalje, vse še enkrat. Imaš torej Lynch fazo. Aha, The Summer of Lynch, ok. Ja, počasi gre. Tudi Dune sem začel gledati na HBO, so ga nedavno dodali. In moram reči, da je dober prevod, občasno uporabljajo kakšne stvari iz knjige, enih par stvari, prvi stavek so pa actually izboljšali in ne vem, kdo je to naredil, ker še nisem do konca pogledal, ampak je v redu. Ok, super. Mito, kaj si ti lepega pogledal vmes? Jaz sem pa pogledal serijo Outer Range na Amazon Prime. V glavni vlogi je Josh Brolin. Je pa, kako na temu rečem, country sci-fi misterij. V osnovi je v bistvu družinska drama, se pa takoj v prvem delu, ko so uvodni teksti pa dialogi med liki, ko so liki predstavljeni, veš, kdo je kaj in kako se odvija, kako se obnaša. Tako je predstavljen misterij na nekem ranču, ki se pojavi črna luknja. Ogromna luknja sred tega ranča in noben ne ve odkot, zakaj, kam to pelje, kam to vodi, nič od nič.
In je zanimiv koncept, ni za ta neki Cowboys and aliens. Imaš v bistvu ta rodeo moment, ampak imaš v bistvu zelo sodobno zastavljeno, da on ima 2 sina, en sin ima hčerko, pa žena zginila. Ki ima žena zginila, drug sin je pa prav rodeo, ta jahač bikov, ali kako se temu reče, Blue Rider, ne? Ne vem, če krotilec, prav ta športna, veš. Mislim, da je rodeo jezdec, ne vem, če imamo mi kakšno. Ja, ker je prav, on hoče biti profi v tem, ker je dober, ne? Ampak je razcepljen med tem, da bi ostal pri družini ali bi pa šel ven v svet, ne? Medtem kot drug sin, on pa sam trpi, pa se v alkoholu zapija, ker pač žene ni, ne? Ker jo pogreša. Medtem ko žena od Josh Brolina ima krizo vere, Josh Brolin je pa taki neki začetka zelo stoičen, Gary Cooper tip. Josh Brolin tip. Ja, v bistvu, ker se... Potem tukaj še konflikt z sosednjim rančom, ki ga fura pa Will Patton. Pa on ima neke 3 sine, en je bolj čuden kot drug, en je tako zelo ambiciozen, drug pa non-stop poje, kot da bi gledal America's Got Talent in je mestoma je tako smešno za popizditi. Ker ta tip kar pade v songa, veš, in poje. Skratka, ne bom kaj preč povedal, 8 delov, smisel sicer, da je zaključena zadeva, ampak očitno se še bo malo nadaljevalo. Torej, srčika je res tale misterij, kaj je ta luknja in problemi, ki nastajajo okrog tega. Pol pa je tle še en lik, ki ga pa ne bom izdal, ker želim, da kdor bo to gledal, da je presenečen, vse skupaj zelo zakomplicira in se v bistvu izkaže, da je to v bistvu res sci-fi. Jaz imam eno vprašanje, jaz sem pogledal prvi del. Zdaj pa brez, da mi spojlaš. Problem, ali rešijo problem tega, kaj se na koncu prvega dela zgodi, tako da je preostanek serije v preteklost postavljen ali na nek drug način? Ne, okay. Cela serija se odvija v sedanjosti. Linearno. Okay. Nimaš nobenih preskokov med prej nazaj. Torej, to, kar se zgodi konc prvega dela, nekako razrešijo na nek način. Čist legit, mislim, tako ti bom rekel, na začetku naslednjega dela se pojavi in reče, what's up, bitches. Nič, da bi zakomplicirali okrog tega, ker ni to fora. Fora tiči nekje drugje. Ne? Cool. Tako ima... Všeč mi je, da niso v bistvu romantizirali nekega tega country shita, kot se Američani radi grejo, ne? Ampak je tako neka sodobna fora, v bistvu je to so neki lastniki, pa nativi, ki so tam en šerif je tudi, oziroma policistka, ne? Ki kandidira za šerifinjo, ne vem, kako se to... Šerifinjo, ja. Tako da so v bistvu zelo dobro upletli kao neki ta sodoben Midwest, vso to logiko, ki se jo grejo in je tako luštno za pogled, že zgolj iz tega stališča, pa še ta drama, pa misterij, pa sci-fi noter upeljan. Tako da meni je bil cool. Ne bom rekel, da je zato nekaj najboljšega, kar sem letos pogledal, ampak tako kot originalno, malo boljše od povprečja priporočam. No. Pa Brolin je vsekakor. Ja, ne, nasploh cela zasedba je super. No, cool. No, ok, super, to moram tudi pogledati, če je. Jaz sem kar nekaj pogledal zdaj vmes, pogledal sem drugo sezono Raised by Wolves in moram sem reči tako, da pojma nimam, kaj sem gledal, dogaja se, skozi se dogaja, to res tako serija, v kateri pač tako tudi jest ne more zraven, ker si sam skozi odprtih ust, veš, kva se bo pa še zdaj zgodil, a to ni bilo to, a to ni bil vrhunec te epizode, ne, še gremo dalje. Kup nekih stvari upeljajo noter, kup stvari se spremeni vmes, ljudje menjajo zavezništva, položaje, obraze, skratka, dogaja se marsikaj. No? Poglejte si res. Ne znam vam drugače pogledati, to je nekaj povedati. To je nekaj za pogled. Ja, meni je predvsem originalno, ker že misliš, vse sem pa že pogledal nekaj, zdaj pa že znam predvideti, pa kar nekaj, what the fuck, odkot? Ja, prva sezona, kot da ne bi imela nobene veze v resnici z drugo. No? Druga res gre še v neki. Moja kritika je v bistvu to, da smo mogoče malo pozabijo na nek reveal ali pa skrivnost v prvi sezoni, pa pozabijo do konca druge sezone. Malo je to tako, ne? Seveda pa ne vem, najdejo neko stvar, pa pol ker noben se ne čudi in vpraša, zakaj smo to našli, kaj to je, a bi lahko kdo malo raziskal. Pogledal sem 3. sezono Love, Death and Robots in moram tako reči,
Malo sem razočaran, že druga sezona mi je bila manjše razočaranje, to mi je bilo skoraj še bolj. Ena par epizod je tako brezveznih, no, tako pač kar neka ideja je že noter, ampak to ni speljano. Najboljši je tam, mislim, en tretji del, psihedeličen del, ki je pač vizualno zelo lep, in pa zadnji del je pač tako kot zgodba, se mi je zdel zelo zanimiv, ker je pač neka napol grozljivka o nekih konkvistadorjih in neko vodno vilo, I guess. Ti se mi je zdelo pač ta obrat zelo zanimiv, pa ta pač grozljiv na ta način, da ko vidiš to človeški pohlep, ki ne pozna nobenega osmiljenja. No. To stalo pa tako, dejansko sem že pozabil, kaj sem gledal. No. Od tega, da so neki miniaturni zombiji, pač, da se dogaja kot na unih panoramah, ki jih nekdo naredi, tako kot v Beetlejuice, pač to je dioramah, s temi nekimi malimi ljudeki. To je basically to, pač zombi apokalipso imajo, miniaturke. To je to. Skratka, nisem mi to dopadla. Torej, ne priporočaš? Poglejte, če se vam da. Se ni, je pa kratko, to pa je takoj. No. Potem sem pogledal 4. sezono Sinarja in moram reči, da je zelo popravila okus tretja, ki mi je bila res slaba. 4. sezona je spet v redu, spet imamo to, kar imamo samomor in ugotavljamo, kaj se zgodi, čeprav končno razkritje mi je bilo malo tako, itak veš približno, kaj je poanta, ampak ni pa mi bilo všeč, ker je bilo kar nekaj stvari, ki jih ti ne moreš nikakor priti do njih in tudi na koncu so itak vsi krivi vsega in je malo že tako. No. Potem sem pogledal prvo polovico 6. sezone Better Call Saul in moram reči, da jaz mislim, da že zadnje 3 sezone se jim pozna, da malo vlečejo. Gre počasi, razumem, da gre počasi in tako, ampak so pa tudi stvari, brez katerih bi lahko bila serija. In bi lahko bila, jaz mislim, da zdaj že sezono pa pol krajša. Še vedno je to Superman serija, ampak se mi zdi, da pa ene stvari, ful predolgo se ukvarjata z tem maščevanju, temu odvetniku, to je ful preveč elaborirano in preveč dolgo, ker ni poanta, že posebej glede na to, kar se zgodi v zadnji epizodi, da ne bom spoilal. Skratka, tako, ni me, priznam, da malo me zgubila v zadnjih sezonah, še vedno pa super serija. In pa pogledal sem prvi del 4. sezone Stranger Things. Včeraj prvih 7 epizod, 9 ur sem zračunal, mislim, da minutka čez to ali nekaj takega sem porabil za to včeraj. In jaz moram reči, da glede na to, da je dolgo, je pa upravičen dolgo, mislim, da si vzame cajt za to, da like dobro razvija, da nimaš takega občutka, kot si imel mogoče v prejšnjih sezonah, kdaj, da so klik malo pozabili, pa da bolj pride, pa da ne vejo točno, kaj bi z njim, pol ga pač priključijo nekomu, ali pa tja. Tu se mi zdi, da gre malo bolj, je to boljš narejeno in tudi glede, najprej sem pač mislil, da tista ruska del štorije z šerifom, da pač zakaj to toliko vleče, zakaj moramo mi se to videti, ampak pol na koncu vidiš, da bo neka poanta, ker bo on tam razreševal situacijo, ne bo tako enostavno, rešimo ga in pride ven in je to. Tako da, in pa bolj odrasla je. No? Tokrat je res, so ti grozljivi elementi precej grozljivejši kot prej. No? Ja, tudi umori teh otrok, ki so noter, so tako kar grdi, no? Tako, kako naj temu reče, pač ogabni. No? Ja, in jaz moram reči, da že zaradi tega, ker je malo bolj odraslo, se mi zdi v redu, se mi je zaradi tega mogoče še bolj nagovorilo. Tako da ja, pa spet malo reklame za Dungeons and Dragons, pa reklama za Kate Bush, ki je nenadoma se znašla ta njen komad med prvimi na vseh streaming portalih. Jaz sem pogledal prvo epizodo in moram reči, da je malo hilarious. Pač zdaj so imeli malo dolgo pauzo in eni od teh v narekovajih otrok so se malo postarali. Ja. In tako da mislim, da ona Natalie Dyer pa on, ki sta kao 4. letnik, sta že skoraj 30, ne? Ja. In potem so dodali like, ki so kao njihovi vrstniki in so tudi 30, zato da oni ne izgledajo tako weird. Pa pri onem še razložijo, da ja, ti pa že 3. delaš 4. letnik. Šele 3. Smo zihar. Ja, malo se že pozna, se pa tudi pozna to pol na igri, res dosti boljše odigrajo. Prej tudi se vidi tudi tiste, ki smo jih mogoče v preteklosti malo se videlo, da ne znajo tako dober igrati, so tukaj
precej boljši. No? Tako da ja, se pa pozna valjda to, da so tako. Če prav razumem, ne bi 5. sezona celo preskočila nek določen čas. Pa bi bili pol, rešiti, ker to zdaj dejansko je problem. Pa spin-off so že napovedali, ne vem točno s kom, ampak naj bi tale, kaj je že, Finn Wolfhard, on naj bi skužil, kaj je spin-off. Da ona dva niste nikomor povedala, in poleg kar on prvi enkrat vprašal, ne bi to delal spin-off in sta bila tako, kako pa on ve. To sem bral v nekem intervjuju. X-Nay on the spin-off. Ja, tako da malo si mogoče zaradi tega lahko predstavljate, kaj bi lahko bil spin-off. Kratka, spet igrajo Dungeons and Dragons, mene je to pomirilo. Že to je zelo pomembno. Ja, pa ful je dodatnih igralcev. Tako je, ja. Pa meni se je ful dopadlo, da tale sestra od onega je Lady Applejack. Applejack je eden od My Little Ponyjev. Ja, pa izjemna je, super je ta njen dvoboj s temle Dungeon Masterom, je the best. To, skratka, objavana, pa verjetno ne bomo menjali, dve epizodi smo pogledali, meni je bilo fino, gledajte. Meni tudi, mogoče malo patetično na mesto. Ampak mislim, jaz bom počakal še en teden ali koliko pa. Ja, ti sem počakal. 2 tedna mislim, da ste še. No, prav. Imam Stranger Things za pogled. 5. epizodo ujameš, tako smo zračunali. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša 124. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mejo Bot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Igor, če kdo hoče, naj mi pošle DM Harp. Mito.vstopa, Gegič in Aljoša, moramo se pogovoriti o dildih Harlamov. Tole epizodo smo posneli v našem novem skrivnem štabu, nekje v skrivnostnem kraju z imenom Škofja Loka, ki se ji zahvaljujemo za gostoljubje, pa pravijo, da so Gorenci škrti. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljate platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če boste v naslednjih dneh preskušali ali ne mara tudi vi s kakšnim povsem absurdnim in nepričakovanim dejanjem, lahko potujete med vesolji. Nas je oddelek za pravna vprašanja in reklamacije jogurtov s pretečenim rokom iz skupnega hladilnika zaprosil, da počnite to na lastno odgovornost in da podcast Obot niti moralno, še manj pa odškodninsko ne odgovarja za posledice takega početja. In v imenu podcasta na tem mestu tudi javno zanikam, da bi današnja epizoda vsebovala subliminalna sporočila, da to vsekakor storite. Podcast Obot sicer ne zanika redne rabe subliminalnih sporočil, ampak ta so zmeraj striktno komercialne narave. Skratka, potovanje med različnimi vesolji sicer je mogoče, je to potovanje najbolj prijetna izkušnja. Odprite kakšno knjigo, pogledajte kakšen film ali serijo in potem seveda preverite, če nismo njej posneli epizode ali 2. Podcast Obot je vaš zvesti kopilot za potovanje po drugih življenjih. Ja, na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast Obot brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu naše objave. Na družabna omrežja delimo rajce, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, recepte za rakunje zrezke, predloge, kaj bi z vas pogledali naslednjič. To je bila že 124. epizoda, naslednjič se znova poslušamo čez 2 tedna, 14. junija, v predzadnji epizodi 4. sezone. Za enkrat se še nismo čisto zedinili, kaj bo tema predzadnje epizode, zato se pustite presenetiti skupaj z nami, a nikar se ne bojte, da vas že vnaprej pomirimo. Čez poletje bomo posneli najmanj eno poletno specialno epizodo o Deep Space Nine, hkrati pa bomo čez poletje objavili epizode v živo, ki jih imamo na lagerju, in tega imamo na lagerju zdaj že kar nekaj, morda tudi spet posneli kakšno, tako da sploh ne boste opazili, da nas ni. Za konec pa seveda ponovno prosimo, da če lahko pomagate in bi želeli pomagati, vam v zapiskih ponujemo povezave do informacij, kako pomagate civilistom in beguncem iz Ukrajine. Hvala vam, obodovci in obodovke, ostanite ljudje in ljudine in se znova poslušamo čez 2 tedna. Če smo kopilota, smo pol tako ton Johnny Boy iz